Tam nekje pri 32-33 letih sem bil čustveno čist na dnu. Tisto veš, ko si na dnu. Ne? In potem to je bilo, kot da bi se prebudil v življenje. Etični vidik se je prebudil dejansko tudi v meni. Ne? Če jaz kot kmet potrosim gnojilo, ki ga lahko voda raztopi, rastlino prisilim, da je takrat, ko ni lačno. Potem pa res nisem mogel več. Ko sem se prebudil v življenje, sem se začel zastavljati vprašanje, kaj jaz lahko dam. Od tukaj izvira potem, ne? In tudi od tebe sem se veliko naučil, ne? Ker smo že kar nekaj let v stiku. Ko si prišel k nam na tečaj 5-tier business coach, Ja. si prišel z neko idejo, vidim, da dejansko ta znanja uporabljaš na več nivojih. Ja. Ta znanja, ko se dobijo pri tebi na tvojih delavnicah, na tvojih tečajih, v bistvu ti deliš zlato. Prej, ko so bili izdelki na policah, ne, mi nismo imeli priložnosti komunicirati z kupci. Ne. Zdaj pa mi imamo sporočilo naše znamke, sporočilo moje biodežele. Ne, se pravi, da lahko nek običen glaš z običnim listom papirja zaradi tistega sporočila postane poseben. Ne. Lahko postane vir dobrega v življenju. Danes gostimo Zvonka Pukšiča, ki prihaja iz ekološke kmetije Moja biodežela, iz Ormoža, iz Prlekije, kjer pridelujejo hrano, ki je izraz ljubezni, spoštovanja in sploh predstavljajo drugačen odnos do kmetijstva. Zvonko, dobrodošel. Hvala za povabilo. Kako si prišel na to idejo, da ustanoviš to ekološko kmetijo? Ja, v bistvu kmetovanje je moj osnovni poklic. Ne? Rodil sem se na kmetiji, ne? In po osnovni šoli normalno sem šel v srednjo kmetijsko šolo. Ne? Potem sem po srednji šoli začel delati na kmetiji mojih staršev, ne? In zdaj, kar imam v spominu iz otroštva, je to, da na kmetiji je bilo ogromno dela in malo denarja. Ne? In jaz sem se pa nekako odločil, če bom kdaj postal gospodar, da bom to spremenil. Ne? Zdaj delo itak da je, ne? To ostane, ampak da bo tudi v bistvu dovolj denarja za neko normalno življenje, pa tudi za razvoj kmetije. Ne? Ampak to nekako ni bilo dovolj. Ne? Meni se je v življenju nekaj zgodilo. Ne? Ko sem začel delati na kmetiji, nekako nisem bil zadovoljen. Nisem bil z leti, ne, počasi, ko sem začel delati, sem bil recimo 20 let star, tam nekje pri 32-33 letih sem bil čustveno čist na dnu. Čisto moje življenje je bilo v razsulu dobesedno. Ne. Tega dela nisem maral, nisem imel nekih ciljev v življenju. Ne. V glavnem tisto veš, ko si na dnu. Ne. In potem mi je moja najstarejša sestra Milena prinesla eno knjigo. In jaz pa nisem maral knjig. Ne? Jaz sem se vse naučil, ne? Bež s temi knjigami nekam. Ne? In ona mene vseeno tisto knjigo pusti in v bistvu kamorkoli sem pogledal, je bila ta knjiga. Naslov je bil Hrana za dušo in telo. Ne? In ko sem enkrat tako čist malo odprl, slovenska avtorica Ica, berem to pa neka makrobiotika, pa neki yin, pa yang, pa bež nekam s tem. Ne? Ampak ta knjiga mi je bila povsod. Ne? In potem točno vem, en petek popoldan vzamem to knjigo v roke in začnem listati in na koncu dodatek Jesenska poslanica miru. Dr. Frances Usman, in jaz začnem to brati in v bistvu jaz ne znam pojasniti, kaj se je zgodilo. Ne? Kot da se mi je odprla neka ne vem, knjiga življenja. V glavnem, v mojem umu so začele se dogajati informacije o življenju, o povezanosti, o delovanju človeškega uma. V bistvu tiste skrajne resnice o življenju, ne, o enosti, ne, o vpetosti človeka v naravo, o globoki povezanosti vsega. Ne, se tudi znanost danes dokazuje, kako smo povezani. Pa če gledamo recimo po genetiki, ne, zelo smo povezani z naravo, z vsem, kar obstaja. Ne. In to je bilo, kot da bi se prebudil v življenje.
In potem si kot mali otrok in se ti začnejo zastavljati vprašanja, pa kaj jaz za vraga to delam, ne? In takoj v glavi tiste slike, ne, ko sem kot kmet konvencionalne, ne, kot so me učili v šoli, pač uporabljal tiste strupe, tiste flaške, pa opozorilni trikotniki, pa še kakšna smrtna glava in tako naprej, ne. In sem začel raziskovati, ne. Jaz hočem vedeti, kaj to pomeni, kdo je dal dovoljenje, zakaj jaz kot kmet lahko to tam na polici kupim pa škropim pšenico, ki jo jejo ljudje, ali pa zelenjavo in tako naprej, ne. Ali je to res 100% varno, ne. Tisto neko etični vidik se je prebudil dejansko tudi v meni, ne. In sem bil 1 leto v knjižnici, poleg dela na kmetiji, ker interneta še nismo imeli takrat, ne, in da najdeš vse te informacije, v bistvu je trajalo leto dni, ne, in ko sem dobil vse odgovore na ta vprašanja, kdo da dovoljenje, ne, in tako naprej, Urad za kemikalije, Ministrstvo za zdravje in vse to, ne, sem vedel samo to, da se jaz več tega ne grem, da jaz tega več uporabljal ne bom kot kmet, ne. Če ne bo šlo brez tega, vem pometati cesto, vem delati marsikaj, bom pač delal tisto, kar vem, ampak tega pa več ne bom uporabljal, ne. In tako smo mi vzporedno s tem, ne, pa sem našel v časopisu, Kmečkem glasu, informacijo, da se ustanavlja v Mariboru na zavodu pač ekološka kontrola, da se kmetje lahko vključijo v takšen način kmetovanja, ne, in smo pač začeli, ne, leta 99 smo se pač vključili, ne. Kakšna razlika med tisto staro pridelavo, ki si imel prej, in to novo ekološko? V čem je razlika? Ja, razlika je pač osnovna razlika v gnojenju, ne. Tam se uporabljajo gnojila, ki so topna v vode, ne. Zdaj, če ti razumeš, na kakšen način se prehranjujejo rastline v naravi, tam, kjer človek ne posega, ne. V naravi hranil, ki bi jih lahko raztopila voda, ni. To je logika, ne, ker potem, ko bi bilo deževje, bi voda raztopila hranila, odnesla s sabo in rastline bi bile brez hrane, ne. V naravi se rastlina prehranjuje na takšen način, da skozi korenine izpusti kisline, ki raztopijo hranila v okolici korenin, tista hranila, ki jih rastlina rabi, in takšno količino, kot rastlina rabi. Na takšen način to poteka v naravi. In zdaj, če jaz kot kmet potrosim gnojilo, ki ga lahko voda raztopi, rastlino prisilim, da je takrat, ko ni lačna. Rastlina itak vodo črpa, ne, ker jo potrebuje, ker voda izhlapeva iz listov in tako naprej, ne. Če pa jaz potrosim takšno gnojilo, ki ga lahko raztopi voda, pa rastlino ne, to je isto kot recimo, če bi jaz jedel takrat, ko nisem lačen, ne. Jaz sem žejen, zdaj bi pa jedel, ne. Kaj se začne dogajati v mojem telesu, ne. Na podoben, ne, in to je glavna razlika, ne. V ekološkem kmetijstvu se ne gnoji z gnojili, ki jih lahko raztopi voda, ne. To je prvo. Potem drugo pa je, ker zdaj, če se to zgodi, da gnojim s takšnim gnojilom, ne, potem voda raztopi višek hranil pride v rastlino, ko je deževno, ko dežuje, je oblačno, ni sonca, je manj fotosinteze, ne, in niti fotosinteza ne poteka, ne, in so viški hranil. In narava, ker hoče imeti ravnovesje, pošlje nekoga, da porabi ta višek hranil. Ta nekdo so pa glivice, so kakšni insekti in tako naprej, ne, in potem jaz kot kmet vidim, rastlina je zbolela, zdaj pa moram poškropiti. In se zgodi ta začaran krog, ne, da pač najprej gnojim narobe, ne, potem moram to škropiti in vse to, delček vsega tega ostane potem v tem pridelku in to ni dobro za ljudi, ne za naravo. Če greš ti kdaj v trgovino kupiti zelenjavo ali sadje, greš in kupiš ekološko? Ja. Ja. Ker v bistvu s časoma, ne, prej jaz nisem to nič opazil, ne, na okusu. Potem, ko pa ti nekaj let dejansko, ne, pri meni se je zgodila v bistvu tako močna sprememba takrat, ko sem prej opisal na začetku, ne, jaz od tistega trenutka nisem mogel več pojesti mesa. Zaradi tistega zavedanja povezanosti, življenje, ne. Jaz, ko sem še tisto leto, ne, hitro zatistim, ne, to je bilo poleti, mi smo poželi pšenico in v konvencionalnem kmetijstvu je praksa, da kmet pusti tisto strnišče požeto polje, ne, ko je pšenica požeta, par tednov in potem gre poškropiti s nekim herbicidom, da uniči vse plevele, ne. Ko sem jaz to delal, takrat še, ne, jaz sem v meni je bil tisti občutek, kako se zdaj počutijo, kako se počuti za življenje v tej zemlji, ko ga bo to ubilo. Tisti občutek sem jaz čutil v sebi. Tako je bilo to močno, tisto doživetje, neka duhovna izkušnja je bila to,
tako globoka. Ne. In potem tudi okus. Pri meni se je vse spremenilo. Poleg tega nisem mogel jesti mesa, pač nekako sposobnost zaznavanja se je izostrila mogoče, ne vem. Ne? To še zmeraj ne ješ mesa? Ne. Tudi ste potem iz tvoje kmetije ste umaknili prašičerejo? Ja. Kdaj se je to zgodilo? To se je zgodilo praktično 1 leto po tem dogodku, ne, ko se meni to zgodilo. Jaz sem potem, veš, ni to enostavno na kmetiji, ne, ker v bistvu vedno so neka vlaganja, tudi vedno je kakšen kredit in to mora teči, to je treba vračati. Ne, in zdaj, če ti eno proizvodnjo ugasneš, ja, kaj boš pa zdaj? Ne? In v bistvu sem rekel, bomo pač delali še nekaj časa in smo leto dni še delali, ne, tisto prašičerjo, ampak jaz potem pa res nisem mogel več. Ne, ker najhuje je bilo, ko je bilo treba prašiče peljati na odkup, ne, ni šlo več. Ne, in potem sem rekel ženi, glej, jaz več to ne morem, ne, gremo nekaj drugega, ne, ziher bo šlo. In smo potem naredili tisto preusmeritev in v ekološko in na zelenjavo potem, ne, v konzerviranje zelenjave. Ko si to začel spreminjati, so te doma podprli, kakšni so bili odzivi najbližjih? Ja, moji starši so me podprli, ne? Ker v bistvu mi smo se enkrat pogovorili, smo sedli za mizo in so me vprašali, boš delal doma, boš doma? Ne? Jaz sem rekel, bom, ne? In pol so rekli starši, v redu, od zdaj naprej ti odločaš. Ne? In res kakršnakoli je bila ideja ali pa sprememba, starši so podprli. Ne? Žena ne toliko, ampak v bistvu razumem, ne? Ker to ni hec. Kot sem rekel prej, ko eno proizvodnjo ugasneš, ker je vse povezano. Ne? In zaradi tega malo je bilo bolj v bistvu strah, ampak danes vidim, da je bila to najboljša možna odločitev. Ne? Ja. Daj mi povej, kako velika je vaša kmetija, koliko imate zemlje? Ja, ko smo mi začeli, ne, ko sem jaz začel, je bilo cirka 4 hektare njiv, pa 2 hektara travnikov, pa 30 arov vinograda. Zdaj obdelujemo 30 hektarov skupaj, od tega je 20 hektarov njiv, pa kakšnih 9 hektarov travnikov, pa 1 hektar vinograda, ki ga zdaj trenutno ni, ker bomo posadili na novo. Tako da smo precej povečali kmetijo. Kako ti to duhovnost zdaj uporabljaš tudi v kmetijstvu? Ja, meni se zdi ključnega pomena tisti dober namen, kot sem rekel prej na začetku, tisti etični vidik. Ne? Se pravi, moja dolžnost je najprej, jaz sem pač kmet, obdelujem zemljo, ne? Moja dolžnost je, da te zemlje ne uničim. Ne? Da bo ostala rodovitna, da bo recimo tudi jaz zaživim, ne? Z te zemlje, ne? Me dejansko preživlja, ne samo hrani, ampak tudi mi prinaša prihodek, ne? Da bojo tudi moji otroci, ne smem te zemlje narediti, da ne bo več rodila. Ne? Se pravi, to je moja dolžnost prvič, pač to je povezano tudi z vodo, ne? Ker iz mojih zemljišč se, ko dežuje, ne, se izteka v potok, ta potok gre v reko in tako naprej, ne. Tudi voda se dejansko z tistim načinom kmetovanja slabša se kakovost, ne. Potem pa jaz imam odgovornost tudi do mojih kupcev, ne. Se pravi, nihče ne želi kupiti kruha ali pa vloženih kumaric ali pa pesa ali pa karkoli, ki vsebuje neke, ne vem, kemikalije, ki lahko pomenijo tveganje za zdravje, ne. Tega nihče ne želi, vsak hoče imeti pač zdravo, varno hrano, ki je polna koristnih sestavin, ne. To so dejansko tri, kako bi rekel, obveznosti, ki jih jaz imam kot kmet, ne. In če hočem izpolniti ta etični vidik, moram izpolniti vse te tri obveznosti, ampak to mora biti na prvem mestu. Pred tistim, ne, začetek mogoče ni bil posrečen, ko sem rekel, ne, da sem se pač zavezal, da bo tudi kmetija uspešna, ne, ampak mi smo zdaj uspešna kmetija, ampak to je posledica tistega, kar smo izpolnili ta etični vidik, ne, ker s tem, ko smo mi šli v ekološko pridelavo, ne, veš, ljudje kot kupci hrane smo različni, ne, eni o hrani sploh ne razmišljajo, ne, eni razmišljajo,
ohranjene, veš, različne prioritete, imamo v življenju, nekomu je avto bolj pomemben, pa dopust, pa znamka oblačil, pa mogoče še kaj drugega, ne. Nekdo pa razmišlja tudi o hrani in teh ljudi je vedno več in ti ljudje dejansko cenijo vrednost te hrane, ne, in razumejo to višjo vrednost in jo hočejo plačati, ne, pripravljeni so plačati in to pa spet po drugi strani pomeni, ne, da smo mi na kmetiji rešili tudi ta ekonomski vidik, pa to varnost, ne, in zdaj recimo mi sploh nismo odvisni od teh sistemov, niti od kmetijske politike, niti od subvencij, mi tega ne rabimo, ne, ker v bistvu smo pač sprejeli takšne odločitve v preteklosti, ne, da smo danes tukaj, kjer smo pri teh rezultatih. Kaj misliš, da je bila skrivnost tvojega uspeha? Ja, v bistvu, veš, preden se meni zgodila ta sprememba, sem si jaz postavil vprašanje, kako jaz lahko nekaj vzamem. Kako jaz lahko nekaj v svetu vzamem zase. Ne? Ko sem se prebudil v življenje, ko mi je postalo jasno, kako življenje funkcionira, sem se začel zastavljati vprašanje, kaj jaz lahko dam. Kaj jaz lahko dam svoji okolici, svojemu okolju, družbi, kjer živim. Ne? To je to. Od tukaj izvira potem, ne? In ker veš, tebi so itak jasne stvari, kako življenje poteka, poznaš naravne zakonitosti, poznaš zakonitosti uspeha, ne? In ko v bistvu, tudi od tebe sem se veliko naučil, ne? Ker smo že kar nekaj let v stiku. Ne? In v bistvu, ko so ti te stvari jasne, ne, veš, da ne moreš dajati, da ne bi prejel. Se gre tako, ne? Res je. Ja. Res je. Več, ko daš na koncu, in tukaj si rekel ti, srca iskreno, ne, več se ti potem vrača v energiji, tudi denarja. Ne. Ja. Zdaj, ko to počneš, je še vedno treba kar nekaj dela. Ja. Kako poteka tvoj dnevnik pa dan na kmetiji? Torej, kmetija zahteva verjetno, kar ni, da boš zdaj rekel, zdaj je 2 tedna vse zaprto, ne, in tako. Kako to poteka? Ja, veš, mi smo imeli v začetku precej težav. Ne. To je ta preusmeritev najprej v drug način pridelave, v ekološko, pa tudi iz ene panoge v drugo panogo. Ne. Veš, v začetku smo se kar lovili. Ne. Se nam je zgodilo, da smo recimo obirali kumarce, ne, veš, spomladi seješ, ne, pa smo posejali rdečo peso, pa smo posadili kumarce in nismo razmišljali, ne, da se nam to ne sme srečati, ne. In se nam je prvo leto zgodilo, da smo obirali kumarce, pa pesa je bila pripravljena za pobirati, ne, in takšne organizacijske zadeve, ne, in veš, ni bilo lahko, težko je bilo, ne. In zdaj smo se pa naučili, ne, in smo dobro organizirani in v bistvu imamo ekipo, vsak ve, kaj mora narediti in ko so dejansko stvari na nek način sinhronizirane, ne, veš, potem ni to več naporno, ne. Stvari se dogajajo nekako z lahkoto, ne. Z leti se pač naučiš stvari. Mi zdaj načrtujemo setve, ne, točno vemo, kdaj je treba, začnemo s papriko, ne, papriko posejemo v pač ene male posodice, ne, in potem damo v tisti rastlinjak, kjer si vzgajamo sadike, tu je začetek, ne, in potem lepo po vrsti vse točno vemo, kdaj kaj pride na vrsto, kak si kaj sledi, ne, in pač delo je razdeljeno, ekipa je odlična, ekipa je super in dejansko vse poteka kar gladko, no. Pridejo, veš, odvisen si od vremena, ne. Pridejo včasih kakšne takšne zgodbice, ne. Recimo, lansko leto se je zgodilo, je bil vročinski val zelo dolg. Zelo visoke temperature in dolgo so trajale, ne, in to je recimo konkretno za zelje slabo, ne. Zelje je listenka, zelje ne prenese visokih temperatur, zelje doživi temperaturni šok pri tam že čez 31 stopinj Celzija in veš, koliko smo imeli, skoraj 40, ne, in če to traja 14 dni, 3 tedne, ne, pač okej. Nič ne moreš narediti, ne. Ja, kaj se pa zgodi? Ja, pridelek je bistveno manjši. Ja, pridelek je bistveno manjši, to je to, ne. Mislim, imaš kakšno duhovno tehniko, da jo lahko takrat uporabiš? Da rečeš, dej malo ohladitve? Ja, veš, razvili smo eno metodo,
Mi smo poimenovali Harmony Nature metoda. Ne? Mi naredimo vse, čisto vse, kar je mogoče, veš, zdaj, če si predstavljaš gorski travnik, ne? Ali pa neko naravo, kjer človek ne posega. Ne? Tam je pestrost, ne? Tam rastlinice raste točno tam, kjer ji paše. Zraven raste tista rastlina, s katero se ujemata. Ne? In v bistvu, veš, tega na kmetiji ne moreš zagotoviti. Ne? Ampak mi smo vseeno iskali načine, da se naše rastline počutijo čim bolje. Ne? In zaradi tega že seme, ko ga kupimo, pač damo, veš, piramida je energijska struktura, damo seme v času do setve pač pod eno takšno malo piramido smo naredili in damo semena tam. Potem zalivamo z informirano vodo. To tehnologijo verjetno si slišal ali pa celo poznaš. Informiranje vode, ne? Voda je pač edina snov na planetu, ki se ob ohlajanju širi in ob segrevanju krči. Ne? Voda ima sposobnost sprejeti informacijo. Jaz verjamem, mogoče nimam prav, ampak sumim, da je voda nosilec prepričanja v našem telesu. Ne? Ker voda je tista, ki je sposobna, veš, če ne narediš spremembe na celičnem nivoju, se ne zgodi nič. Ne? Na celičnem nivoju je pa voda. Ne? In kako naredite to informirano vodo? Dobi se naprava za informiranje vode, imenuje se hidronik, v bistvu inovator iz Celja, Vili Poznik, je izdelal to napravo, on se dejansko s tem ukvarja in potem delček vode, s katero zalivamo, mi te sadike pa pozneje rastline, teče skozi to napravo in vsa voda je informirana. Ne? In ogromno poskusov je bilo naredjenih v svetu, ne? Že več desetletij traja to preizkušanje pa raziskovanje, tako da to je preizkušena tehnologija, ne? In vse to dejansko vpliva. Ne? Potem zdaj imamo v načrtu, da bomo v rastlinjakih postavili zvočnike in bodo rastline poslušale meditativno glasbo. Ne? To še nismo naredili, to je v pripravi, ker vse to dejansko vpliva. Ne? Potem recimo hrup, ne? Veš, obstajajo raziskave, ni dober za človeka, ne? Ni dober za rastlino, ne? In pri nas se ogromno dela opravi ročno. Ne? V rastlinjaku itak, ko so enkrat rastline, tam mi samo ročno delamo. Ne? Se pravi, tudi tega ni. Ne? Potem ogromno smo delali v zadnjih letih, zdaj, ko sta se sinova še priključila, ne? Smo ogromno raziskovali te naravne pripravke. Ne? In zdaj smo začeli tudi sami nekaj razvijati, razvili smo tudi program za vrtičkarje in ponudili, ker teh profesionalnih naravnih pripravkov za vrtičkarje na trgu ni. Ne? Se pravi, vse, kar znamo, vse, kar je mogoče, naredimo, da se naše rastlinice počutijo dobro. Vredno. Bravo. Ja. To je, če bi bil rastlina, jaz bi najraje bil pri tebi, še glasba bo zraven. Ne? Ja. In to so tudi neke raziskave, dejansko. Ja, eni dajo recimo grozdju ali pa trtam, da posluša klasično glasbo, ne? In kakšen je vpliv. Ja, ogromno je bilo raziskav tega, ne? na tem področju. Ja. Kako vesel si, pa ponosen, da so si ti sinova pridružila? Ja, v bistvu nas včasih obišče kakšna skupina, večinoma kmetje. Ne? In vedno, ko pridejo, je bilo vprašanje, a imate naslednika? Ne? Takrat sta fanta hodila še, mogoče še kjer je v osnovno šolo, ali pa se ni pomembno. Ne? V glavnem niti približno še nismo vedeli, kako se bo razpletel. Jaz sem vedno rekel, moj odgovor je vedno bil, meni je vseeno. Ne? Se pravi, meni to ni pomembno. Ne? Pol so bili malo presenečeni, ne? In jaz sem rekel, gledajte, ne, jaz imam svojo deco rad, meni je pomembno, da delajo tisto, da vsak od njiju najde tisto, kar ga veseli. Ne? Ker če delaš tisto, kar te veseli, tisto, kjer se najdeš, potem si zadovoljen, potem si srečen človek. Ne? To je to in to sem iskreno mislil. Ne? In zdaj pač tako prišlo, ne? Da ste se oba in to itak, da mi je v veliko veselje. Ne? Ker lahko še več stvari lahko zajamemo, še več lahko naredimo skupaj. Ne? Zdaj bomo recimo, smo glih v fazi pač razvoja novih produktov žita bomo dodali, ne? Ker smo precej zemlje pač zdaj obdelujemo in sejemo tudi žita in zdaj bomo našim kupcem omogočili, da bojo lahko pri nas naročili tudi mešanico za kruh. Točno takšno, kot mi pečemo doma kruh za sebe. Ne? Bravo. Ja, ker če bi bila ekipa manjša, ne bi mogli to. Ne?
Jasno. Ja. Kako si pa razdelite naloge med sabo? Ja, v bistvu Primož starejši sin, ne, on je zelo dober pri trženju, pri komunikaciji. On je med študijem delal v enem klicnem centru in tudi tam je močno izstopal. Ne. Bistveno več je prodal kot ostali člani ekipe. Ne. Tako da on je prevzel to področje, zelo dober organizator. Ne, se pravi, kar se tiče organizacije, potem nabava, potem komunikacija s strankami in vse to. Ne. Peter, mlajši sin, on je pa v bistvu on je strojnik. Ne. Je hodil na strojni faks, magister strojništva, ampak mislim, da v drugem delu študija, ne, ga je začelo zanimati kmetija, zemlja. Ogromno se je izobraževal, veš, danes imaš vse na internetu. Ne? In on ima ogromno znanja z tega področja in on je prevzel tehnologijo. Ne? Se pravi, precej smo v zadnjih letih, je on dejansko izboljšal tehnologijo, delali smo na sortah, delamo še vedno na pač izboru boljših sort, potem teh naravnih pripravkov. On je prevzel ta del, ne, pa tudi tehnologijo predelave. Ne. Jaz pa v bistvu malo tukaj, malo tam. Ti si tisti, ki je poduhovljen, bolj bi rekel. Ja, mogoče, veš, delamo še nekaj z rastlinami, kar ponavadi ne povem. Ker tudi tu je bilo ogromno raziskav. Rastline se zelo odzivajo na človeka. Ne, če imaš ti v hiši kakšne sobne rastline, se zelo odzivajo na te. Ne, rastline zelo čutijo, so zelo inteligentne, imajo sposobnost zaznavanja. Ne, in veš, ko so delali poskuse, ne, imaš sobno plezalko, ne, rastlino, ko pač pleza, ne, in ji nastaviš pač tisti oprimek, ne, in ona začne rasti točno proti oprimku. Ne, in preden pride do tja, ga premakneš. Kako je zdaj ona vedela, da si ti premaknil to, in ona spremeni smer rasti. Ne? In v bistvu rastline pač ne, tako kot zaznavajo recimo glasbo, ne, meditativno glasbo, tako zaznavajo v bistvu tudi mojo frekvenco, ne, človeka. Ne, in ti lahko zavestno delaš z rastlinami in rastline se odzivajo. Ne. In ti v bistvu to počneš? Tudi, ja. Se pogovarjaš z njimi, meditiraš z njimi? V bistvu to je kot ena vrsta meditacija. Ja. Torej, to ve zelo malo ljudi. Aha, no, dobro. Zdaj bo kakšen vedel več. No. Zdaj bo kakšen več to vedel. Jaz sem pred časom, ko sem učil telepatijo in sem imel prav delavnice z tega področja, sem prebral, da so v enem kampusu v Ameriki razdelili travo na 2 dela in so potem na eni strani grabli, ne, in so z nekimi metodami merili, kako se ta trava odziva. Ne. In so videli, da dejansko je točno vedela trava, ko je prišel nekdo in je prerezal jih in je šel ta isti na drugo stran z škarjami, da jih bo prerezal, se tudi tam odzvala neverjetno močno. Tako da jaz verjamem, da tudi tako, ko mi komuniciramo med sabo telepatsko, tudi rastline komunicirajo in sem mogoče bolj dojemljiv za to področje. Ne? In sem hvaležen, no, da si nam zaupal nekaj, kar verjamem, da tudi doprinese k temu, da je ta hrana oziroma zelenjava, ki jo dajete pol na trg, v neki drugi frekvenci ali pa drugi energiji. Ja. Zdaj, ena stvar ste tudi naredili, je ta, da nimate hrane sploh na voljo v trgovinah. Torej, če bi jaz šel zdaj v nek nakupovalni center, bi poiskal vašo blagovno znamko, torej moja biodežela, ne bi najdel tam produktov. Je res? Ja, je res, ja. Kako to? Ja, ko sem prej rekel, da si zastavljam vprašanje, kaj lahko jaz dam, ne? V bistvu iz tega vprašanja se izpelje vprašanje, kako jaz lahko recimo ljudem, s katerimi sodelujemo, se pravi našim strankam, našim kupcem, kako jim lahko dam največ. Ne? In ko smo mi vloženo zelenjavo imeli v trgovinah, na policah, ne? In zdaj si predstavljaš, ti prideš v trgovino, pač vidiš tam
en kozarec kumarca ali pa rdeče pese, vidiš dizajn, vidiš etiketo, to te seveda ne govori na podzavestnem nivoju, ne, ampak to je pa vse, kar ti lahko ta kozarec zelenjave ponudi, ne. Ne poznaš zgodbe, razen če se potem posebej potrudiš in greš mogoče pogooglati, kdo je pa zdaj ta kmetija in tako naprej, ne, potem ja, ne, ampak drugače pa ne, ne. In mi smo si pač zamislili, ne, da bi lahko naši kupci spremljali rast svoje zelenjave od vsega začetka, ne, in smo potem, sicer se je to začelo že leta 2010, takšen način, ampak smo imeli eno manjšo skupino in smo zbirali pogum, ne, in potem smo leta 2017, ne, jaz dejansko sem bil takrat še sam, ne, sinova sta hodila še v šolo, ne, in ko je Primož, potem starejši, ko je končal študij, pa ko je potem imel več časa tudi za to, ne, takrat smo pa rekli, okej, zdaj je pa trenutek, ne, in smo to naredili, da smo prenehali sodelovanje z vsemi trgovskimi verigami, z vsemi ekološkimi trgovinami po Sloveniji, ne, in smo dejansko ponudili svoje izdelke samo na takšen način, ne, ki je tudi nekako bolj blizu naravi, ne, ker veš, če hočeš ti imeti nek pridelek, najprej moraš imeti seme, ne, in seme moraš posejati spomladi, oziroma takrat, ko se seje, ne, zdaj žita jeseni, recimo zelenjava skozi celo leto, ampak ne, če hočeš imeti ti jeseni v svoji kleti vložene kumarce, ne, ti jih moraš spomladi posaditi, ne. In zato smo mi rekli, okej, pri nas bomo delali na takšen način, da bojo stranke naročile spomladi, mi bomo vse to po naročilu pripravili, ne, in jih skozi leto obveščali. In za naši kupci vejo, ne, kdaj posejemo rdečo peso, kdaj posadimo kumarce, kdaj kumarce cvetijo, kdaj smo začeli kumarce obirati, vidijo slike, ne, in tako naprej, ne. In potem se dejansko, ne, zdaj, če si predstavljaš družino pa otroke, ne, otroci vedo, da pač na eni ekološki kmetiji nekje tam v Prlekiji raste za njih, ne, zelenjava in bojo jeseni dobili kumarce pa peso pa ne vem kaj še, ne, in otrok to čaka, otrok to pričakuje in potem je to nekaj čisto drugačnega, to je nekaj čisto drugega kot tisti kozarec, ki ga mama prinese iz trgovine, ne. In na takšen način pač mi res lahko damo več svojim kupcem, kot če izdelek postavimo v trgovino na polico, ne. Je pa bilo potrebno seveda v začetku pač vložiti energijo, napor, ne, kupce je treba najti, ne. Torej, na tak način v bistvu tudi zaslužek zadržite v celoti za sebe. Ja, tudi, ja, ne, ker v bistvu včasih se kdo jezi, ne, mogoče na trgovce, ne, da poberejo veliko maržo, ne, ampak po drugi strani, če si predstavljaš, ne, postavi trgovino sredi Ljubljane, ne, pa to trgovino napolni, pa spravi kupce noter, ne, ni enostavno, ne, in trgovec si zasluži tisti svoj delček, seveda pravičen, ne, ja. Zdaj, ko ljudje spremljajo ta razvoj, to rast, je tudi neka povezanost med vami in kupci večja, je tako? Ja. Na vsak način, ne. Pa še ena druga priložnost se je zdaj nam zgodila, ne, ker prej, ko so bili izdelki na policah, ne, mi nismo imeli priložnosti komunicirati z kupci, ne. Zdaj pa v bistvu, ko mi pošiljamo novičke, ne, ko te novice pošiljamo, pa te informacije mi lahko, veš, mi imamo sporočilo naše znamke, sporočilo moje biodežele, ne, ker moja želja je ne samo, da damo zdravo hrano, zdrave pridelke pa izdelke, ne, jaz želim nekaj povedati ljudem, ne, tebi hočem nekaj povedati, ne, in sporočilo je, in zdaj, ko bom to povedal, to ne velja samo zate, to velja tudi za tiste, ko bojo gledali, ne. Ti si najpomembnejša oseba v svojem življenju. Delaj, kar te veseli, druži se z ljudmi, ki te podpirajo, naredi čisto vse, kar je v tvoji moči, da se v svoji koži počutiš dobro. Ker šele takrat, ko si ti okej, lahko svojim najdražjim, najbližjim in celemu svetu ponudiš največ. Bravo. To je sporočilo, ne? To je sporočilo, ki ga mi ponavljamo, govorimo in se nam je že zgodilo, da smo dobili povratne informacije. Nam je ena gospa pisala, ne? Je napisala mail, pravi, danes je bil katastrofalen dan, zjutraj doma vse narobe, na poti vse narobe, veš, so takšni dnevi, v službi vse narobe, ne, in potem pridem
zvečer domov, pa zagledam v kuhinji na pultu pri hladilniku prazen kozarc kumaric, moja biodežela, in se spomnim tega sporočila. Je rekla, v trenutku je bila tam. Ne, se pravi, da lahko nek kozarec, nek običen glaš z običnim listom papirja zaradi tistega sporočila postane poseben. Ne. Lahko postane vir dobrega v življenju, ne samo na tistem fizičnem, ne, ko ti pač poješ nekaj dobrega pa koristnega, ampak v bistvu, da te spomni na resnico o tebi. Ne. Bravo. Ja. Ko si prišel k nam na tečaj 5-tier business coach, Ja. si prišel z neko idejo, da boš naredil tudi nek svoj posel, kot coach, kot predavatelj, kot mentor. Ma vidim, da si te ideje dodal tudi noter v mojo biodeželo. Torej, da si dejansko ta znanja uporabljaš na več nivojih. Ja, ja. Ta znanja, ko se dobijo pri tebi na tvojih delavnicah, na tvojih tečajih, v bistvu, veš, jaz sem danes prinesel zraven, nimam zdaj tukaj, dobiš potem v avtu, ne, ker si tudi izdelke naročil, ne, imam zraven še eno darilo. In zdaj bom povedal, kaj to je, ne. Ker je to povezano zdaj s tem, veš. Ob 25-letnici ekološkega kmetovanja smo naredili en poseben izdelek. Mi doma zase vsako leto pripravimo jeger. Veš, domači jeger, ne, iz ekološkega žganja in tako naprej. In vsa tistih 37 zelišč damo noter in to pripravljamo. Ne. Mi smo v 25-letnici pripravili za naše kupce jeger, pa smo dali noter zlate lističe. Ne. Wow. In veš, zakaj je to povezano? Ti deliš zlato. Ti s svojimi izobraževanji, s tem, kar delaš, deliš ogromno vrednost. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel. Lahko bi rekel, da deliš zlato. Mogoče se vsi ljudje, ki pridejo k tebi, tega ne zavedajo, ne? Ampak mislim, da se večina zaveda te vrednosti, ki jo ti daješ. Ne? In zato sem ti jaz prinesel potem tudi to stekleničko. No? Ja. In res je to dragoceno in itak, da uporabiš. Veš, če ti srečaš neke dragocene informacije, itak, da jih uporabiš vsod, kjer lahko nekamor pašajo. Ne? Ja. Kako dobivaš skozi motivacijo, ker vidim, da skozi spreminjaš, se izobražuješ, Ja. Rasteš. Kaj te motivira, da ti toliko delaš? Ja, veš, to, kar delam na kmetiji, ne, jaz sem nekaj časa sem pisal za eno spletno revijo. Ne? In tam, ko si se mogel kot avtor predstaviti, ne, so mi rekli, daj napiši kakšen stavek. Ne? In veš, jaz sem napisal, ko moraš pisati v tretji osebi. Ne? Zvonko Pukšič izvira iz prejšnjega tisočletja, kar je res. Tudi jaz. Ja, vredno. Iz prejšnjega tisočletja. Ne? Napisal sem, s telesom je kmetovalec, z dušo pa raziskovalec življenja. Ne? Se pravi, zdaj, kar se tiče velikosti kmetije, kar se tiče globine, kvalitete ponudbe, to izvira iz prej, to prihaja od mene. Ne? Kar se tiče zdaj obsega, tu sta že fanta vključena in je dejansko to posledica njune prisotnosti. Ne? Moj fokus je bil vedno, veš, moj hobi, mene veseli življenje, mene veseli človek, mene privlačijo vprašanja, zakaj nekomu uspe, zakaj nekomu ne. In veš, to raziskovanje, jaz sem bil določeno obdobje bolj tukaj kot tam. Ne? In se spomnim, takrat, ko si prišel k nam, si bil dejansko v tej smeri bolj Ne, in dejansko od tukaj ta motivacija, ne, ker imam občutek, da je še kaj, kar bi bilo za dati svetu. Ne? Iz tega dejansko izvira motivacija, ker veš, enkrat sem poslušal en posnetek, ne, kjer je nekdo govoril o ljudeh, ki so pri koncu življenja. Ne? Nihče ne obžaluje nekaj, kar je naredil. Ne? Vsi obžalujejo tisto, da nekaj niso. Ne? Je kakšna stvar, ki jo ti obžaluješ, da nisi naredil? Ne.
Ne, mislim, glih zato dejansko se zdaj pripravljam dejansko, ne, ker zdaj na kmetiji nisem toliko več potreben. Ne. Na kmetija lahko skoraj v celoti funkcionira brez mene, ne. In zdaj imam več prostega časa in se bom zdaj posvetil bolj izobraževanjem. Že pomagamo že kar nekaj časa, 10 let, mogoče več, drugim kmetijam, praktično na področju strategije, na področju, tudi na področju, recimo, trženja, ne, na področju, da pač razumejo, ne, ker ljudje, dosti ljudi danes ne razume prodaje, ne. Dosti ljudi ne razume, da v bistvu kupec rabi, začutiti vrednost tistega, kar ponujaš, ne. Ta občutek vrednosti se pa dejansko dviguje skozi iskrenost, skozi iskreno komunikacijo o tem, kar delaš, ne. Se dviguje, v bistvu se ti to dobro veš, občutek vrednosti, ne. In, pač na takšen način, če nekdo to spozna, to je zelo dragoceno, mu lahko pomagaš, ne. Se ti zdi, da to, kar zdaj učiš, govoriš, je nekaj, kar bi bilo dragoceno, da bi spoznali že v osnovnih šolah, že prej? Sigurno, ne, ker to itak je pač, veš, poglavje zase, ne, ta naš, vzgojno-izobraževalni sistem, ogromno je stvari, ne, ki bi bile zelo, zelo dragocene, če bi pač prišle v ta učni program, ampak upajmo, jaz se veselim, pa upam, da bo to kmalu prišlo do kakšnih sprememb, ne. Če ljudje želijo naročiti tvoje izdelke, kdaj in kako lahko to naredijo? Ja, zdaj ta trenutek, se recimo lahko na spletni strani vpišejo zdaj imamo odprto, prednostno listo, na primer, ne, ali pa prednostno listo, ne, tukaj se zdaj lahko vpišejo, mi začnemo zbirati naročila vsako leto na prvi pomladni dan. Ne, se pravi, na prvi pomladni dan se odpre na spletni strani možnost naročanja in vsi, ki so pač na naši mailing listi, dobijo obvestilo, dobivajo obvestila že prej, da so pripravljeni, da jih opozorimo, da vejo, in na prvi pomladni dan se pa odpre spletna naročilnica in takrat pač lahko naročijo in potem se začne tisti proces. Plačajo pa takrat, ko naročijo? Ja. Tako, da vi imate v bistvu mir, ne, da rečeš, zdaj imamo naročilo, imamo plačilo in zdaj bomo mi poskrbeli, da bojo oni dobili ozimnico na koncu. Pač. Ja. Ker v bistvu v začetku mogoče nismo začeli na takšen način, ne, in potem smo imeli kakšne stranke, ko so do jeseni pozabile, da so naročile, ne, če glih smo mi obveščali, ne. In dejansko, veš, tu ne gre za neke zneske, to ni zdaj, da boš naročil kuhinjo pri nekem tišlerju, ne. To so pač zneski, ki niso veliki, ne, in v bistvu to ni problem za ljudi, ne. In je na takšen način je v redu, je pravično in so vsi zadovoljni, ne. Zdaj ste nekje na zgornji meji kapacitete, ne? Ja. Torej, nimate kaj dosti rezerve. Kaj boste naredili, ker se povpraševanje povečuje? Ja, povpraševanje se povečuje. V bistvu zemljišča, ki so potrebna za pridelavo, smo pridobili, smo že preusmerili v pač zemlja ima status ekološki, ne, ker v bistvu zemlja rabi nekaj časa, da se prečisti, ne, tistih kemikalij, tistih strupov, ko se uporabljajo pri konvencionalnem kmetijstvu, ne, vse to smo že naredili, zdaj pač bo treba postaviti še kakšen rastlinjak, da bomo lahko več zelenjave posadili in potem lahko dodamo še kakšne družine, ne. Vedno govoriš o družinah, ja, kot nekomu, kjer ti jim daješ to tvojo vrednost v obliki zelo zdravih in ekološko pridelanih produktov. Ne. Ja, ker dejansko pač ljudje naročajo za svojo družino, ne. Ali so to mamice. Mi smo v začetku, ko smo začeli dejansko oglaševati, ne, takrat, ko smo začenjali, leta 2017 smo nagovarjali najprej samo ženske, ne, ker smo pač predvidevali, da so mamice tiste, ki skrbijo. V večini primerov so, ampak imamo kar nekaj naročil, ko pač moški naročijo, ne, ko očetje naročijo, ne, za družino, ne. Tako da ni tisto pravilo.
Ja. Kako zdaj tvoj tipičen dan? Vseeno me zanima, že prej sem te vprašal, Ja. kdaj vstaneš, Ja. ker bi rekel, da to je kar nekaj aktivnosti mora biti. Ne? Ja, v bistvu zdaj odvisno, po zimi je drugače, poletje je drugače. Ne? Poleti vstajam tam recimo 5, pol 6, razen ko vlagamo rdečo peso. Ko vlagamo rdečo peso, vstanem ob 3 ali pa mogoče malo prej, ker je mora biti pesa do 6 kuhana, ko začnemo potem s predelavo. Ne? Drugače v zimskem času pa recimo tam okrog 6 vstanem. Ne? Potem so zjutraj kakšne aktivnosti naredim zase, kakšna kratka meditacija, kakšne vizualizacije. V glavnem trudim se živeti tisto, kar sporoča znamka Moja biodežela. Ne? Se pravi, da naredim čisto vse, kar je v moji moči, da se v svoji koži počutim dobro. Ne? Se pravi, sem spada tudi tisto učenje, veš, pač svet je takšen, kot je. Ne? Ljudje se vedejo tako, kot se vedejo. Ljudje pač izvajajo dejanja, kot jih izvajajo. Ne? In mislim, da sem to slišal pri tebi na katerem tvojem izobraževanju, ne? Da so čisto vse informacije, ki jih prejmem iz okolja, nevtralne. Da jaz potem v svojem umu delam naprej, to je pa plus, to je pa minus, to je, ne? In jaz se učim v bistvu biti opazovalec. Ne? To je nekaj, kar pač se mi zdi pomembno. Ne? Se pravi, da opazujem, kar se zgodi in rečem, ok, to je to. Zdaj, ko opazuješ svet, tudi kmetijstvo v svetu in kako se to spreminja, kako ohranjaš to neutralno držo? Ker je kar nekaj pritiskov, da so cene vedno nižje, kar potencialno vpliva na kvaliteto. Ne? In veliko ljudi se niti ne sprašuje, kaj je tisto, kar je vsak dan. Ja, recimo, ne, tudi ljudje smo ustvarili sisteme. Ne? Imamo pač zdravstveni sistem, imamo šolski sistem, ne, imamo sektor kmetijstva, ne, in meni osebno, ne, je v nekem sistemu pomembno, da je recimo najlažje, najceneje, najhitreje je, ne, če vsak naredi svoj del. Če kmet pridela pridelek, če pridelek pobere in ga zapelje v tovarno, ki to predela, ne, pač tovarna potem te izdelke zapelje do trgovine in kupec pride in si tam v trgovini na polici vzame. Ne. Ampak zdaj, če nekomu v tej verigi ni mar zame, če njemu vseeno, ne, če on špekulira, v bistvu, ne, ok, letos je pa na Madžarskem cenejša rdeča pesa, letos bom pa kupili tam. Kaj pa naj jaz, svojo peso, ne? In mi smo, ker smo to doživeli skozi leta, ne? Se pravi, ko smo mi začeli sodelovati s prvo trgovsko verigo, mi smo hitro ugotovili, da je pogled na pojem sodelovanje različen pri nas in pri njih, ne? In mi smo zdaj skozi ta leta mi smo ustvarili svoj svet, mi smo ustvarili svoj sistem, izključili smo vse, ki jim ni mar. Ne? To ni lahko narediti. To je težko narediti, ampak mi smo zdaj zelo zadovoljni. Ne? To se mi zdi pomembno, ne? Ker najlepše je, ko v bistvu vsi sodelujejo. Ne? In to je povezano tudi s ceno. Veš, mi smo mikropredelovalni obrat, mi vse delamo ročno, mi ne moremo tako poceni narediti, kot recimo neka tovarna Eta ali pa kdorkoli. Ne? To je razumljivo, ne? To ljudje razumejo. Ne? In če bi pač ljudem bilo mar za druge ljudi, ne? Se pravi, kmet je pač prvi, ne? Potem je predelovalec, potem je trgovec, ne? In pač vmes mogoče še kakšna zadruga. Ne? In dejansko, če hočeš v življenju, da ti gre dobro, moraš najprej narediti težje stvari, rečejo. Ne? Če hočeš, da ti je na koncu lahko. Ne? Mi smo zdaj zadovoljni, nam je zdaj lahko. Mi dejansko nismo odvisni od kmetijske politike, mi nismo odvisni od teh subvencij, mi tega ne potrebujemo. Mi lahko živimo, funkcioniramo sami, seveda, potrebujemo kupce. Ne? In te jih imate, imamo. Ker čakajo. Ne? Čakajo in v bistvu so zadovoljni, da so nas našli. Ja. In mi smo zadovoljni, da smo našli njih in nam je mar za njih in njim je mar za nas. Ja. Ena zgodba, ki sem ti prej zaupal, je o partnerju,
nekoga, ki z nami sodeluje kot en pomemben del ekipe, ne, ki je recimo to vašo marmelado, kar žlico. Ja. Ko slišiš take zgodbe, ko ljudje konzumirajo te produkte, kako se počutiš? Ja, tudi to je vir ene dodatne motivacije, potem, ko si me prej vprašal, ne? Odkot motivacija, tudi to. Ne? To dejansko, to je vir energije. Ne? Občutki, ki izvirajo, ne, iz te informacije, ne, ko nekdo pač je zadovoljen, ne, s tem, kar narediš, to je zelo pomembno. Ne. In potem to pomeni spet motivacija, veselje za naprej. Ne. Bravo. Ja. Bravo. Prej smo nekje vmes končala, torej začne se tvoj dan ob 5:30, 6. Ne? Ja, ja. In potem, koliko časa si dejansko aktiven na sami kmetiji še? Si, nisi? Ja, in kdaj se konča tvoj dan, me zanima. Ja. Zdaj, v bistvu, prej sem že omenil, da sem vedno manj potreben na kmetiji, ne, da imamo stvari precej dobro organizirane, ne, in v bistvu jaz že vedno več časa namenim za pripravo kakšnih izobraževalnih programov, tudi za izvedbo kakšnih izobraževalnih programov, ne, in dejansko tudi na sami kmetiji se trudimo, ne, da so recimo vikendi prosti, ne, se pravi, da ljudje, ki nam pomagajo, da imajo tudi pač čas za svoje družine, ne, vsak ima svoje življenje tudi, ne, in pač da se vse, ne. Tako da je zelo različno, ne, zdaj poleti, ko je sezona, ne, če pač pomagam na kmetiji, je to včasih do večera, ne. Veš, kakšne stvari je treba pripraviti, ne, še mogoče za naslednji dan in tako naprej, ne. Različno, ne, zdaj moja vloga, ne, tu se zdaj zelo spreminja, ne, ker jaz sem kmetijo že predal, jaz nisem več nosilec kmetijske dejavnosti, ne, in v bistvu pač je zelo različno, ne. Včasih sem recimo 12 ur, pa še več, včasih mogoče 2 uri samo, ne. Ja, tako da popoldan potem mi nismo imeli, v eni dolini smo na samem in zelo slab signal mobitela, ne. Interneta nismo imeli, ker smo nekako precej daleč od centrale, zdaj, ko smo optiko dobili, zdaj je v redu, ampak kar nekaj let smo imeli, pa še vedno imamo v Ljutomeru najeto eno pisarno, ker prodaja poteka preko interneta in nismo mogli doma nič delati praktično, ne. Tako da zdaj pač občasno grem tudi tja, kaj narediti, ne. Odlično. Ja. Kaj bi dal nek nasvet za ljudi, ki ne zdaj poslušajo in si želijo neko spremembo v sebi narediti? In to, kar si rekel, se mi zdi zelo pomembno in dragoceno. Če zdaj naredijo to, kar je težko, jim bo potem lažje. Če zdaj odlašajo s tem, kar je težko, jim bo potem še naprej težko. Ja. Kaj je tvoj nasvet nekomu, ki nas zdaj posluša, prav na tem področju? Ja. Ni prijetno, ne, ni prijetno biti v težki situaciji, ne, jaz bi rekel, naj ti bo to motivacija, ne. Mogoče beri kakšne zgodbe, beri Aleksandrove dobrojutrnice, ki te znajo dvigniti, ne. Pač poišči v sebi ta vir motivacije, ne, ker nihče drug ne more tega narediti namesto tebe, samo ti lahko to narediš, samo ti lahko sebe dvigneš in ni druge. To je pač treba narediti, tu ni kredita, ne. Tu ni kredita. Tu moraš najprej narediti in potem dejansko dobiš rezultate, ne. Povej mi še o temu, kako se vidiš ti naprej. Kaj te čaka v prihodnosti? Ja. Ja, jaz mislim, oziroma bom delal vedno več izobraževanj. Razvijam oziroma je že razvit program Naravni uspeh, ne. To pomeni, vsi v življenju si želimo biti uspešni, ne. Zdaj, to lahko dosežemo na težji način ali pa na lažji način. V naravi veljajo določena pravila, določene zakonitosti in če se potrudimo in spoznamo te stvari, ta pravila, te zakonitosti, najbolj pa mogoče sebe, ne, lahko ta uspeh v življenju dosežemo na lažji način, hitreje, z večjo lahkoto, ne, in tudi potem naše življenje lahko postane lahkotno. Ne, in to se mi zdi zelo,
zelo dragoceno znanje, dragocene informacije in en takšen sistem sem razvil, ki je sestavljen iz 3 korakov in to želim deliti ljudem. Kaj pa ti, zdaj govoriš o tem, kaj boš počel, kaj pa ti zase? Kdaj imaš čas za sebe in tudi v prihodnosti boš imel več? Ja, jaz imam na enem listu napisano, ko imam zapisane cilje. Prvi cilj je živeti v naravnem stanju. To pomeni, čim več trenutkov preživeti v naravnem stanju. To pomeni v zavedanju, da v resnici ničesar ne potrebuješ, da si okej, da se počutiš dobro. Nič materialnega ne rabiš. Nihče te ne rabi pohvaliti. V sebi imaš vse. V sebi imaš neomejen vir prijetnega. Orodje je hvaležnost. Orodje je dejansko samo, da se spomniš, kdo si. Ko enkrat to spoznaš. Ko spoznaš resnico o sebi. Se pravi, to je moj prvi cilj. Čim več trenutkov preživeti v naravnem stanju. Ker to je dobro za vse. To je dobro zame, to je dobro za moje zdravje, to je dobro za ljudi, ki so okrog mene. Ker se jaz potem drugače odzivam. In, ja. Kako te tvoja žena podpira na tej poti? V bistvu, jaz sem ji zelo hvaležen, ker zelo zgodaj v najinem zakonu sem jaz postal čisto drugačen človek. Jaz sem se zelo spremenil. Ona je mene vzela takšnega, kot sem bil takrat. Jaz sem pa potem v določenem trenutku postal čisto drugačen. Čisto drugačen. In že to, da sem spremenil svoj način prehrane, je to ogromno vpliva na družino. Jaz sem edini v družini, ki dejansko ne jem pač mesa. In tudi vse ostale stvari, te spremembe, ki smo jih delali na kmetiji, to niso bile male stvari, to so bile ogromne stvari. Par prelomnic takšnih je bilo, in jaz nimam pravice, recimo, od svoje žene zahtevati, da bi to podprla, da bi rekla, gremo, pa da bi bila še, Ona ni to delala, ampak pomagala je pa pri vsem. Pri vsem je pomagala. Ona je vse to podpirala na svoj način in jaz sem zelo hvaležen. Romana je zaposlena izven kmetije, vsa leta, za še par mesecev ima do penzije. Lahko bi delala na kmetiji, ampak pač je hotela hoditi v službo, in to je super. In hkrati pomaga. Ja, itak. Dejansko poleg tega, da hodi v službo, podpira 3 vogale, kot se reče, na domačiji. Bravo. Ja, in to je zelo... Jaz to ne bi zmogel, iskreno priznam. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da ti ga postavim? Ne vem, ta trenutek. Fajn, deva kakšno zaključno misel. Kaj je tvoj nasvet ljudem, ki naj zdaj poslušajo, gledajo, za življenje na splošno? Ja. Zdaj težko bi rekel, jaz lahko povem, kaj je pomagalo meni, Mogoče ni nujno, da bo to pomagalo vsem, Meni je bilo ključno v življenju tisti trenutek, ko mi je postalo jasno, da si zastavljam napačno vprašanje. Se pravi, ne kako jaz lahko nekaj potegnem od sveta, ampak kaj jaz lahko dam. To je meni osebno spremenilo moje življenje nenormalno. Drugače pa tisto, kot sva rekla že prej, naredi vse, kar je v tvoji moči, da si okej. Da se počutiš v redu. Ker tu se vse začne. Če si jaz postavljam neke cilje, veš, iz tistega občutka nemoči, iz tiste nizke vibracije, se ne more nekaj nastati z tega, sploh pa ne v nekem kratkem času. Se pravi, prvo je to, dvigni sebe. Se pravi, dvigni sebe, dvigni svojo vibracijo, stopi v naravno stanje. In potem od tukaj
se igraš in ustvarjaš v svojem življenju. Bravo. Zvonko Pukšič, hvala za tvoj obisk. Mislim, da si prišel res oddaleč, torej 2 uri rabiš ti sploh, da priješ do Ljubljane in da si tukaj v našem studiu in veliko uspehov še naprej. Hvala. Hvala ti za povabilo in tudi tebi veliko uspehov in vse dobro v življenju. Moje ime je Aleksander Šinigoj in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.